Drugi dan odprtega teniškega turnirja Maribora s skupnim nagradnim skladom 5000 ameriških dolarjev ni prinesel večjih presenečenj. Prva nosilka Barbara Mulej se je pomerila z Manjo Simonič, Gradis Branik in v pičlih 40 minutah zmagala 6-1 in 6-1. Tina Križan je imela več dela s Spličanko Natali Sunaro, ki je v drugem nizu vodila že 4-1. Na koncu pa je vendarle slavila Mariborčanka 6-2 in 6-4. Tudi člani so že končali dvoboje drugega kola. Prvi nosilec, Dejan Trinestič, je za vstop v tretje kolo potreboval kar 3 nize. Blaž Trupej iz Medvod je zlahka 6-2 in 6-0 ugnal Hrista Jankova. Četrti nosilec Tomislav Prpič je 6-4 in 6-4 izločil Kranjčana Borota Urha. Drugi nosilec Zoran Ševčenko pa je premagal igralca Gradisa Branika Tomaža Mesariča 6-0 in 6-2. V okviru 30. Bergantovega memoriala na teniških igriščih Gradis Branika v Mariboru vihtilo parje več kot 400 mladih teniških igralcev in igralk. Popoldne pa sta se končala finalna dvoboja v kategoriji do 12 let. Med pionirji je Ivica Ančič iz Splita s 6-1 in 6-2 premagal Žigo Igliča iz Portoroža. Pri deklicah pa je prišlo do mariborskega finalnega obračuna. V finalu sta se pomerili Petra Vujnič in Vida Mulec, obe železničarski teniški klub. Z rezultatom 2-0 v nizih je zmagala Petra Vujnič. Tile posnetki pa ne kažejo kakšnih vrhunskih asov kova Jim Courier ali Goran Ivanišević, pač pa so to udeleženci prvega državnega novinarskega prvenstva v tenisu, ki so ga pripravili v Mariboru. Kljub včasih pomanjkljivi tehniki je bila borbenost na vrhuncu. Sicer pa so posamični zmagovalci postali v kategoriji do 45 let urednik tenis športa, se razume, Bojan Požar, nad 45 let Jože Fric Večer, z naslovom državne prvakinje pa se lahko ponaša tudi televizija, saj je v ženski konkurenci prvo mesto osvojila Maja Nosan. Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer. Današnjo drugo športno-informativno oddajo začenjamo v Mariboru, kjer teniški klub Branik gosti drugo slovensko državno prvenstvo za članice in člane. To so posnetki polfinala v konkurenci moških, kjer sta se pomerila domači up Iztok Božič, naš najboljši igralec zadnjih let v beli čepici, in Blaž Trupej iz Medvod. Božič, prvi nosilec in trenutno 380. igralec sveta, je imel na začetku nekaj težav, saj je njegov dolgoletni tekmec Blaž Trupej, tokrat četrti nosilec, v prvem nizu povedel z 2-0 v igrah, toda kasneje je popustil in niz izgubil z 2-6. Tudi drugega je dobil Iztok Božič, končni izid je bil 6-2 in 6-4 za Mariborčana. Božičev tekmec v finalu bo 18-letni član kranjskega Triglava Borut Urh, ki je danes premagal klubskega tovariša in lanskega državnega prvaka Marka Pora. Borut Urh, doma sicer izmošen pri Radovljici, zdaj v ozadju, je prvi niz sicer izgubil s 3-6, v nadaljevanju pa je z raznovrstno igro zasenčil izkušenejšega tekmeca ter naslednja niza dobil 7-6 in 6-3. Jutri ob 14. bo moški finale v znamenju srečanja med Branikovcem in Triglavanom in medtem, ko gledate utrinke z obeh polfinalov, še k ženski konkurenci, kjer pa si je domači klub že zagotovil oba naslova. V dopoldanskem finalu ob 10. uri se bosta stali nasproti dve Branikovki, in sicer Tina Križan in Tina Vukasovič. Prva nosilka Križanova je polfinale dobila brez boja zaradi poškodbe tekmice Tadeje Florjančič Olimpija, Tina Vukasovič, sicer Ptujčanka in tretja nosilka, pa je premagala nekoliko favorizirano članico ljubljanskega Slovana Karin Lušnic 6-3 in 6-4. En naslov sta obe Tini že osvojili skupaj, in sicer danes v finalu dvojic proti sestrama Simonič, prav tako Branik, 6-0 in 6-2. Zadnji dan mednarodnega srečanja za Davisov pokal v Mariboru, Slovenija, Grčija, najprej Iztok Božič proti Tasosu Bavelasu, gladkih 3-0, 7-6, 6-3 in 6-1. Iztok Božič je seveda v popolnosti izpolnil pričakovanja in dobil še svojo drugo igro s 3-0. Nato pa Blaž Trupej, Solon Pepas, prav tako 3-0, 6-2, 7-5 in 6-1. To srečanje je prekinil hud naliv za skorajda 2 uri, 3-1, vodstvo našega igralca v prvem nizu, potem pa nadaljevanje, drugi niz tesno 7-5, v tretjem pa spet gladko 6-1.
3:2 je skupni izid, naši bodo v drugem kolu spet doma julija igrali z boljšim iz srečanja Estonija-Finska. Pozdravljeni, peklensko vroč dan je že skoraj za nami, čaka nas pa, vsaj kar se nogometa tiče, še bolj peklensko vroča noč. Toda preden spregovorimo več o nogometu, poglejmo za nekaj trenutkov v Domžale, kjer je slovenska teniška reprezentanca danes popoldne dosegla svoj največji uspeh doslej. V TNT centru v Domžalah smo danes doživeli največji uspeh slovenskega tenisa vseh časov. Naša reprezentanca je s 3:2 dokončno premagala Finsko v drugem kolu druge skupine za Davisov pokal, v skupini, kjer igrajo moštva iz Afrike in Evrope. Danes zadnji dan, najprej Iztok Božič, Tomas Ketola, dvoboj prvih dveh mož obeh reprezentanc 3:0, 6:4, 6:2 in 7:6, potem pa v peti odločilni partiji Blaž Trupej, Tapio Nurminen 6:3, 6:3 in 7:6. Aleš Filipčič, vi ste zvezni kapetan in trener hkrati. Kaj nameravate sedaj storiti? Kako pričakati naslednjega nasprotnika? V bistvu zdaj trenutno še ne vemo, kdo je naš nasprotnik. Torej od 23. do 25. septembra bomo odpotovali nekam v Afriko. Jaz sem glede tega dvoboja optimist, torej s tem imamo v bistvu odprta vrata v prvo skupino, čeprav bodo to afriške razmere, kjer je pa vse možno. Kakšni so občutki sedaj neposredno ob tem zmagoslavju in kakšni so načrti? Najprej bi iskreno čestital vsem reprezentantom s kapetanom Filipčičem na čelu. Hvala vsem gledalcem in najlepša hvala vsem sponzorjem, ki so zaupali v nas. Maja Škulj-Živec in Barbara Pavlus sta se uvrstili v finale mednarodnega teniškega turnirja Slovenian Open v Mariboru. Prva nosilka na turnirju, Avstrijka Pavlusova, je brez težav v dveh nizih 6:4 in 6:1 premagala Rusinjo Svetlano Komljevo. Slovenka z nemškim državljanstvom Maja Škulj-Živec pa je imela več dela z Nemko Eleno Wagnerjevo. V prvem nizu je klonila 4:6, preostala pa je odločila sebi v korist 6:4 in 6:3. Težko je dati v neke beseda oceno turnirja, vendar če bi točkovali od 1 pa do 5, kar je zdaj moderno, bi mu moral dati oceno nekje okrog 4, tako po kvaliteti kot tudi po organizaciji. O organizaciji bi lahko rekel, da je tradicionalno dobra, vsaj tisto, kar se vidi. Za kakovost bi pa rekel, da je ta turnir res izpolnil tista pričakovanja, o katerih sem že nekajkrat govoril oziroma jih poudaril, da za te vrste turnir v tej kategoriji denarnih nagrad prav gotovo sodi med boljše obiskane. Finale mednarodnega teniškega turnirja Slovenian Open z nagradnim skladom 50.000 ameriških dolarjev se bo srečanjem Pavlus Škulj-Živec pričelo jutri ob 10. uri. Najboljša slovenska teniška igralka vseh časov Mima Javšovec je v Mariboru odprla teniški center, kjer bodo lahko vadili mladi vpis slovenskega tenisa. Center bo delal po vzoru na svetovno znane teniške akademije, zato so znani športnici številni gostje zaželeli veliko uspeha pri delu z mladimi. Zelo me veseli, da sem po dolgem iskanju uspela zgraditi tale teniški center prav v svojem rodnem kraju Mariboru, kjer bi se naj usposabljali najbolj talentirani igralci in igralke iz vse Slovenije. In upam, da jim bom tu uspela ponuditi boljše pogoje, kot sem jih jaz imela v svojih časih, in da bom uspela ustvariti enega vrhunskega igralca v naslednjih 5 do 10 letih. Najprej seveda kot športni center pri tako uglednem športnem imenu, po tako znanem imenu v svetu tenisa, kot je Mima Javšovec, je to seveda učni center in spodbuda za mlade tenisače in tenisačice. In jaz verjamem, da je to za razvoj tenisa zelo pomembna pridobitev. Slovakinja Husarova je zmagovalka odprtega prvenstva Slovenije v Mariboru. V finalu je z 2:1 premagala Avstrijko Dopferjevo. V igri dvojic, kjer smo imeli v finalu tudi slovensko predstavnico Tino Križan, je bila ta skupaj z Italijanko Garonejevo boljša od prvih nosilk Čehin Meliharove in Vildove. Igrale so 3 nize.
V finalu ekipnega državnega prvenstva v tenisu med Aristonom Slovanom in Elanom Triglavom je bil po 6 igrah posameznikov izid 3-3. Slovanu so zmage prinesli Trupej, Tonejc in Turin, Triglavu pa Galik, Urh in Janškovec. Tako so o naslovu prvaka odločale le igre dvojic. Elanovi igralci so zmagali 2-krat, Slovanovi 1-krat, kar je pomenilo, da gre naslov prvakov v Kranj. Končni izid je bil tako 5-4. V teniškem centru Mima v Mariboru vadijo slovenske reprezentantke do 16. leta starosti, ki se pripravljajo za nastop na Evropskem prvenstvu. Najprej bo v angleškem Hatfieldu potekalo prvenstvo v posamični konkurenci. Teden dni kasneje bo v španskem Gijonu na sporedu še ekipno prvenstvo. Katarina Srebotnik in Petra Rampre bosta selektorico Mimo Javševec odpotovali v nedeljo. Skušali bosta potrditi dobre izide, ko sta še nastopali v konkurenci do 14 let. Z dobrimi izidi pa bi potrdili nadarjenost te generacije. Konkurenca je močna, dosti igralk ne poznam samo te od 14 let, ki bo prestopile v konkurenco 16 let, drugače ostalih ne poznam. Skušali bomo odigrati najboljše, kar znamo in svojo igro poskusili seči na više. Pri tenisu se nikoli ne ve, žoga je okrogla in ko sem rekla, ne probale bomo svojo igro čim bolje pokazati in bomo videli, kaj bo. Kakor jaz poznam konkurenco, je kar dosti močna. Poznam svoje letnike, ki so izredno močne in tudi mlajše. Ja mislim, da z dobro igro lahko kar daleč pridemo. Sam zmeri naprej napovedovati zmeri ni tako dobro. Dober večer. Glavni turnir Slovenian Opena se je za naše tenisače začel dobro. Slovensko-ekvadorska dvojica Krušič-Elsavi je ognala prve nosilce turnirja nizozemsko-hrvaški pal Groen-Hirson z 2-0 v nizih. Končni rezultat je bil 6-4 in 7-5. Gregor Krušič je tako uspešno debitiral na domžalskem turnirju, jutri pa ga čaka še nastop med posamezniki. Njegov nasprotnik bo 8. nosilec Ekvadorec Lapenti. 18-letni Ljubljančan je pred dvobojem optimističen in napoveduje. Zelo težko, veliko borbo. Zmaga vsekakor ni nedosegljiva. Upam na najboljše. Igralce zaenkrat ne poznam, da imam veliko prijateljev, kateri so mi povedali, kako igra, kakšen stil tenisa ima. Moram reči, da je agresiven igralec. Težil bom pa k temu, da bo od začetka tekme potekala čim bolj izenačeno, tako da mu ne propustim, da mu ne dobi kakšne samozavesti za leta in potem se sprosti in me gladko premaga. Od Slovencev bo jutri na igrišče prvi stopil Borut Urh, ki ima za nasprotnika Hrvata Jankovića. V posamičnem dvoboju pa bo nastopil še v paru z domačinom Krašovcem. Ljubitelji tenisa nestrpno pričakujejo tudi nastop prvega nosilca, Romuna Adriana Vojneje, ki se bo jutri opoldne pomeril z Izraelcem Ranom. Že po 2 dneh tekmovanja v Davisovem pokalu proti ekipi Monaka smo si zagotovili končno zmago. Reči moram, da sta bili obe tekmi posameznikov zelo lahki v primerjavi z današnjim deblom, ki je bil nekoliko težji, ker naša dva od začetku nista ujela pravega ritma, tako da je igra v bistvu stekla šele v 3. in v 4. setu, kjer pa je prišla naša kvalitetna razlika do izraza. Jutrišnji 2 tekmi posameznikov ne boste tako odločili v ničemer več in verjetno bomo dali priložnost mladima dvema, Krašovcu in Salcu. Mi pa smo si že zagotovili naslednji nastop, ki bo julija meseca najverjetneje proti ekipi Madžarske v Budimpešti. Čestitamo. Največji slovenski teniški turnir v Domžalah je doslej že gostil tudi takšne igralce kot je Rios. Na letošnjem bomo lahko prav tako spremljali vrhunsko teniško igro. Za uvrstitev na glavni turnir pa so potrebne kvalifikacije, v katerih ne manjka zvenečih imen. Eno od takšnih je prav gotovo tudi ime Avstrijca Gilberta Schalerja, nekoč 17. igralca sveta. 29-letni Schaler, ki se lahko pohvali zmagami nad Tsamprasom, Bekerjem Riosom, je moral priznati premoč 10 let mlajšemu Ljubljančanu Gregorju Krušiču.
Gregor je vse skozi kontroliral igro in ni prepustil tekmecu, da bi se razigral. Na koncu se je veselil zmage 6-3 in 7-6. Slovenski obračun med Kranjčanom Porom in Mladim Jovanovičem je dobil starejši in izkušenejši Por 7-6 in 6-1. Izpadel pa je četrti Slovenec Blaž Trupej. Gladko 6-0 in 6-3 ga je ugnal Francoz Toman. Krušič se bo jutri pomeril z Nemcem Vancirlom, nasprotnik Marka Pora pa je drugi nosilec kvalifikacij Uzbekistanec Ogorodov. Dinu Peskarju je po izjemno napetem boju premagal Švicarja Rogerja Federerja, na katerega bo v prihodnje potrebno še resno računati. Odločila je podaljšana igra prvega niza, ki jo je tako kot tudi dvoboj z malo sreče dobil Peskarju s 15-13. Well, I had a lot of chances already before the tiebreaker. I actually played well. I was a little bit unlucky, and then second set was a bit hard. A big disappointment for you? A lot, yes. He definitely is serving very good and it's having a very good game, and I tell you, I feel lucky that I won this match because I'm sure in maximum until the end of the year he's going to be easy top 50. So what can I tell you? The way I play today, if I would keep on playing like this level, I'm sure that I could easily be top 50 as well, but at the moment it doesn't look like this, so I just have to keep on playing. Načrta Romuna, da še v drugo osvoji turnir, bo poskušal preprečiti Belorus Volčkov, ki je v polfinalu brez večjih težav ugnal Španca Puentesa 7-5 in 6-4. I must say that it was a little bit windy today, so that disturbed us quite a bit, but I think it was worse for him with his technique than for me, and maybe it played its role in some important points. Jutrišnji finale si lahko gledate ob 15. uri na našem drugem programu. Že včerajšnja polfinala sta bila zelo izenačena, saj sta oba finalista zmagala s 5-4. Kranjčani so bili boljši od igralcev Merkurja Proteneksa, Mariborčani pa od branilcev naslova državnih prvakov od tenisačev Slovana iz Ljubljane. Današnji finale so sicer bolje pričeli železničari, saj sta Šantl in Laznik ekipi priigrala 2 točki. Zatem pa so Marač, Polesnik, Pogačnik in Jesenko premagali Berendijaša, Ceja, Kapuna in Žigmana in izid 0-2 spreobrnili v vodstvo 4-2. Tako so Kranjčani za osvojitev ekipnega državnega prvenstva potrebovali le še zmago v eni izmed 3 partij v igri parov. Dobili so 2 in s tem tudi finale ter državno prvenstvo. Dober večer. V Portorožu se je končalo srečanje osmine finala teniškega pokala federacij med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Končni rezultat je bil 4-1 za favorizirane Američanke, vendar pa lahko našim igralkam čestitamo za prikazano igro in borbenost. Teniški spektakel v Portorožu se je končal po pričakovanjih. Za zmago reprezentance ZDA na koncu 4-1. 17-kratne zmagovalke pokala federacij pa so se morale za uspeh proti slovenski reprezentanci potruditi verjetno bolj, kot so pričakovale. Danes je njihova najboljša posameznica Venus Williams premagala Tino Pisnik 6-3 in 6-1, naša najboljša pa jo je resnično primorala, da je pokazala vse, kar zna. Napet in do konca negotov je bil drugi dvoboj med Liso Raymond in Katarino Srebotnik. Naša igralka je imela kar nekaj priložnosti za zmago, a so na koncu malenkosti prevesile tehtnico na stran Američanke, ki je zmagala s 5-7, 6-3 in 6-4. Ja, škoda, meč je bil res, mislim, da na zelo visoki ravni. Obedve smo igrali zelo dobro, sploh so bili zelo težki pogoji, vetrovno je bilo in se je človek pač mogel prilagoditi. Smola, ne, dala sem svoj maksimum. Videli pa smo za zaključek še atraktiven dvoboj dvojic, v katerem je Lisa Raymond skupaj z legendarno Martino Navratilovo premagala slovensko dvojico Tino Križan, Katarina Srebotnik 6-1, 1-6 in 6-0. Ob koncu videli smo zelo dober tenis 2 dni v Portorožu, z njim smo lahko zadovoljni, prav tako pa z organizacijo in vsem ostalim, in če sklenem, videli smo res vrhunski športni dogodek.
Dvoboj je bil tokrat odločen po 2 nizih, to pa zaradi poškodbe in predaje gostujoče dvojice. Vendar pa sta Grega Žemlja in Rok Jarc pokazala prepričljivo igro in gladko dobila oba niza s 6-2 in 6-2. Van Goran je zaradi poškodovanega gležnja prosil za zdravniško pomoč, po 2 nizih pa ni zdržalo niti koleno njegovega partnerja Valentina Sanona in dvoboj sta morala predati. Moram reči, da res tega nisem pričakoval, kajti nastopili smo brez Marka Tkalca z mlado reprezentanco, sigurno najmlajši ta čas v Evropi, posebno ko Nadal ni igral za Špance in jaz mislim, da je to res izreden uspeh in dokaz za dobro delo, ki ga upravljamo. Za jutrišnja obračuna, ki ne vplivata več na razplet, je Boris Breskvar določil Luko Gregorca in Roka Jarca. Leta je predsednik Teniške zveze Slovenije Marko Umberger leto ocenil kot zelo uspešno. Poleg uspehov Katarine Srebotnik, ki se v tujini že pripravlja za prve nastope v novi sezoni, je poudaril tudi napredek v moškem tenisu. Igralec leta Gregor Žemlja se je na svetovni lestvici prebil med najboljšo 200-terico, Luka Gregorc pa je za uvrstitev v polfinale turnirja ATP v New Havenu prejel priznanje za najodmevnejši uspeh v moškem tenisu. In kdo je še bil nagrajen? ŽTK Maribor se ponaša z naslovom najboljšega kluba, najboljša ekipa je moška mladinska reprezentanca do 18 let. Rok Ferjan je postal najboljši trener leta, najobetavnejša igralka je Nastja Kolar, najboljša mlada igralca pa Borut Puc in Polona Hercog. In ko smo že pri tenisu, prvi in tudi doslej edini predstavnik tega športa, ki je osvojil naziv športnika leta v Sloveniji, je Mariborčanka Mima Javšovec. Športni novinarji v Sloveniji so jo za najboljšo športnico dežele izbrali 4-krat, v letih 1975, 76 in 77 ter 1980. In kakšno je bilo športno leto zmagovalke posamičnega turnirja odprtega prvenstva Francije v Parizu pred 31 leti in kdo jo je v letu 2008 najbolj navdušil? Seveda sem še vedno v tenisu in ne morem mimo Katarine Srebotnik in njene zmage v Parizu na Roland Garrosu proti Sereni Williams. To je bil zame en nepopisen dogodek in seveda njena najboljša uvrstitev v letošnjem letu, 4. mesto dvojice, 20. v singlu. Ne morem pa mimo olimpijskih iger v Pekingu, saj to je bil en fenomenalen dogodek. Sicer ga nisem spremljala doma v Sloveniji, ampak sem bila v tujini in se mi zdi, da tiste medalje, ki so jih osvojili naši športniki, da so imele še večjo težo, predvsem ker sem te igre spremljala v Ameriki, z Američani in tisto veselje in tisti ponos, ki so ga tudi oni pokazali, da so iz ene majhne države kot Sara Isakovič ali pa Kozmos dosegli medalje, mislim, da je to tisti trenutek, ki me zares izpopolnil v tem letošnjem letu. Srebotnikova letos v pokalu FET igra, kot da poškodb Ahilove tetive in rame sploh ne bi bilo. V Mariboru je včeraj v uvodnem dvoboju premagala Kimiko Date Krum. S tem je Sloveniji na stežaj odprla vrata v svetovno skupino, kamor jo je popeljala danes. Povsem je nadigrala Ayumi Morito in naši reprezentanci priigrala odločilno 3. zmago. Doskrat sem kritična sama do sebe, včeraj nisem ravno bila najbolj zadovoljna, ampak je bilo dovolj za zmago in tudi tista zmaga je bila zelo pomembna. Tale dan pa je bila res zelo dober in visok nivo, tako da je lepo videti, da še nisem za v staro šaro. To je bila za Srebotnikovo v 5. letošnjem nastopu 5. zmaga v pokalu FET. Morda ji bo dala nov polet v poskusu vrnitve med najboljše igralke na turneji VTA, na kateri pa v tej sezoni še nima posamične zmage. Ljubljančan je danes moral premagati 2 visoki oviri. Prva je bil trdoživi David Goffin, ki se je v drugem nizu vrnil iz izgubljenega položaja in izsilil 3. niz. Hkrati je Kavčiču začelo pošteno nagajati že ves teden poškodovano stegno. A obe težavi je premagal 4 aduti. Najprej s kakovostno zdravniško pomočjo, nato z glasno podporo občinstva in še z vremenom, ki mu je omogočilo počitek pri vodstvu 4-1 v odločilnem nizu. Prav na koncu pa je bil prisiljen izvleči še 4. asa. Goffin je bil namreč v 3. nizu blizu preobrata. Ubranil je celo zaključno žogo, izničil zaostanek in rezultat izenačil na 5-5. Takrat je do izraza prišla Kavčičeva odlična psihična pripravljenost. Ker naenkrat se znajdeš v situaciji 5-5, imaš malo pritiska spet na sebi, ko veš, da bi lahko že tekmo zaključil.
ampak na srečo imam že dosti izkušenj. Sem toliko močen v glavi, veliko delam na tem, tako da jaz sem si rekel, par 5-5 nič. Še 2 gema bo treba stisniti in odlično sem odigral tisti game za 6-5. Zdaj pa on mogoče bil malo pod pritiskom naredil, mogoče 2 napake več in ja, srečno se končal. Za zmago 6-2, 4-6 in 7-5 se je trudil Petul. A bilo je vredno, postal je prvi slovenski zmagovalec največjega domačega turnirja. Na največjem letošnjem ženskem profesionalnem teniškem turnirju pri nas, gre za turnir serije Challenger, ki ga te dni igrajo v Mariboru, bosta v jutrišnjem polfinalu zaigrali 2 Slovenki. Maša Zec-Peškirič je v četrtfinalu visoko 6-0 in 6-1 odpravila Brazilko Pereiro. Nastja Kolar v črnem oblačilu pa je bila od Argentinke Irigoyenove boljša 6-3 in 6-4. Ker je 16-letnica premagala prvo nosilko na turnirju, si je s tem še nekoliko bolj odprla vrata v nedeljski finale.